Hvala za te uvodne besede. Kot ste se lahko prebrali v povzetku in tudi kot sledi iz naslova, bo imelo današnje predavanje več poudarkov. Prvi je ta matematični vidik, kjer bomo definirali posebne krivulje, Bézierjeve krivulje, ki so se izkazale za nesluteno uporabne tako na področju industrije, računalniške industrije, letalske industrije, avtomobilske industrije, računalništva, robotike in še na mnogih drugih področjih. Drugi vidik bo pač potem ta računalniška animacija, kjer bomo povezali znanje matematike z umetnostjo in se tudi preizkusili v programu Blender, kjer bomo poskusili dejansko ustvariti en primer animacije z uporabo krivulj, ki jih bomo spoznali. Preden začnemo z računalniško animacijo, pa se sploh pogledamo, kaj je animacija. V animaciji ustvarjamo neko zaporedje slik, lahko pa ustvarimo tudi zaporedje položajev danega objekta. In ko to zaporedje prevrtimo v novo celoto, ustvarjamo iluzijo, da gre za neko zvezno premikanje. Pa si pogledamo kar en primer, ko lik pade v vodo. Padec, ki je sestavljen iz zaporedi slik z posameznih segmentov. To pa je še primer, kako so animacije ustvarjali včasih, torej vse na roke, je bil kar dolgotrajen proces. Pri animacijah v večini primerov ne upoštevamo oziroma ne posnemamo realnega sveta, ampak glede na to, kakšno animacijo želi animator ustvariti, dajemo poudarke na določene vidike. In v zvezi z animacijo se izpostavlja 12 principov animacije, ki jih animatorji upoštevajo, pa tudi mi, če ustvarjamo svojo animacijo, dobro, da upoštevamo teh 12 principov. Pa si pogledamo, za katere principe gre. Prvi, krčenje in raztezanje. Pri tem poudarjamo deformacijo telesa ob stiku s trdo podlago, da uporabnik nekako začuti, iz kakšnega materiala je dano telo. Potem časovno usklajevanje začetkov koncev. Tretji princip govori o tem, da preden lik vstopi v neko akcijo, to dodatno poudarimo. Četrti princip govori o tem, da mora biti lik, ki izvaja animacijo nekako v središču pozornosti, v tem vidnem polju. Potem peti princip, ki govori o akciji po akciji, ki doda še neko živost tej animaciji. Danes se bomo ukvarjali tudi, oziroma predvsem s šestim principom, ki govori, da nekako obstajata dva različna konteksta oziroma dva različna pristopa k animaciji. V prvem pristopu začnemo z dano začetno pozicijo in jo v času potem razvijamo. V drugem pristopu je pa bistveno, da določimo ključne položaje, ključne slike in jih potem naloga animatorja pa je, da potem zapomni vse te vmesne pozicije. Kako to zapomnimo, to bomo pogledali v nadaljevanju. Potem upočasnjevanje in pospeševanje, ki ga poudarimo. Poudarek bomo naredili tudi na tem 8. principu, ki govori o tem, da gre večina gibanj se izvaja po krivuljah. Le redko imamo gibanja, ki gredo potem povsem naravnosti, tako nekako nenaravno. In pa še zadnja vrstica, ki govori, da večkrat kar pretiravajo liki v kakšnih animiranih filmih. Sekundarne akcije, potem upoštevati moramo, da če imamo objekt v 3D prostoru, da temu prilagodimo tudi oblikovanje, da izgleda boljše. In zadnji je nekako karizma lika, da pritegnemo pozornost gledalca. Ob upoštevanju teh temeljnih principov se potem zagrizamo v računalniško animacijo. V računalniški animaciji premikamo neke virtualne objekte in
Zdaj si bomo pogledali nek konkreten primer iz ustvarjanja animiranega filma. Dane običajno imamo ključne pozicije, o tem smo govorili, angleško to imenujejo keyframes, in v računalniku se te pozicije prevedajo v točke v dani preglednici. Recimo, to je primer, imamo dane začetne, končne pozicije in si želimo, da zapomnimo to mestno gibanje. Pri ustvarjanju animacije se nekako zabeležijo te koordinate in če animator drugače ne določi, potem računalnik avtomatsko zapomni vse te vmesne pozicije. Na kakšen način to naredi računalnik, bomo takoj pogledali. Zdaj, v tem primeru smo videli, da je sicer gibanje, ampak ni povsem tisto, kar bi si zares želeli. In tu je naloga animatorja, da vse te vmesne pozicije zapolni tako, da doseže neko lepo gibanje, ki bo pritegnilo gledalca. Kako zapolnimo te pozicije, te vmesne položaje, je odvisno od tega, kako bomo definirali ta vmesna gibanja in vsem je skupno to, da lahko ta gibanja opišemo z neko matematično funkcijo. Če te funkcije zlepimo med seboj, bomo govorili, da imamo zlepek teh funkcij. In tu je na tem mestu se torej srečata tako matematika kot umetnost, ki jo potem skupaj poveže animator. Torej, kako bo potekalo animiranje, tudi kako bomo mi na koncu v Blenderju izvedli animacijo, tako osnovno animacijo. Najprej bomo določili ključne položaje objekta na neki časovnici in na drugem koraku bomo določili način, kako prehajamo med temi ključnimi položaji. Zdaj, v primeru, ko imamo več animacij, moramo potem vse te animacije med seboj tudi časovno uskladiti. Pa poglejmo si še en primer iz animiranega filma Neverjetni. Tukaj se bomo osredotočili na ta del, kjer gospod Neverjetni dviguje lokomotivo. Animator je ob ustvarjanju, če se pogledamo spet dva izseka, želel definirati prehod med najnižjo in najvišjo višino lokomotive, kot jo dvigne, kot je v animaciji prikazane ne bi odviknil ta gospod Neverjetni. Zdaj, če animator definira vmesni prehod s krivuljo, ki jo vidimo na levi, potem zgleda, kot da ta gospod Neverjetni opravlja zelo lahko delo. Seveda, animator tega ni želel, zamislil si je, da mora imeti gledalec občutek, da gospod Neverjetni opravlja res neko težko delo, da je zato potreben velik napor. Zato je tudi krivuljo definiral nekoliko drugače, torej z drugačno definicijo prehoda med temi ključnimi položaji, vidimo tudi drugačen občutek, ko opazujemo to animacijo. In če je to pogledal, ta animirani film je tudi dejansko, kako je potem zgledal. Torej, bistveno je, kako bomo definirali krivulje, ki povezujejo vsa ta ključna stanja. En način, recimo ta osnovni način, je konstantna interpolacija. V tem primeru bi samo predvajali te ključne pozicije, kar seveda ni, v največjih primerih ni, kar si želimo. Tako naslednja posplošitev pa je linearna interpolacija, v kateri te vrednosti povežemo s premicami in te dele potem med seboj zlepimo. Kar se bomo še danes pogledali, je Bézierjeva interpolacija in to bomo potem tudi v Blenderju uporabili, ko te ključne vrednosti povežemo z Bézierjevimi krivuljami. Pa se pogledamo prvi primer z linearno interpolacijo. Če, oziroma ko so animacijo ustvarjali ročno, je to izgledalo približno tako.
Animator je zarisal začetno pozicijo, recimo, tu je enostaven primer animiranja padca žogice. Prvo pozicijo določil je zadnjo pozicijo kot 9. pozicijo, torej to bosta dve ključni poziciji in potem na roke je dodal še vmesne pozicije. Običajno si animatorji pri tem pomagajo tako, da na časovnici označijo posamezne izseke, ko jih vse zariše, ko jih zariše vseh teh 9 položajev žogice, ki so enakomerno razporejeni, predvaja to zaporedje, da dobi palec navzol, pa v obratnem vrstnem redu, da dobimo še odboj nazaj. In tako izgleda zdaj to predvajano zaporedje. Je nekako približno, začutimo, kaj je v ozadju. Zdaj, na roke je res velik dela, tako da poskušamo si pomagati z računalnikom. Kako gre s pomočjo računalnika, pa dajmo pogledati en primer. Spet imamo primer žogice. Če pogledamo, kaj imamo na zaslonu, po x-osi imamo časovne odseke. Recimo, da izhajamo od prve časovne enote pa do zadnje 24. Ob vsakem času lahko zdaj definiram položaj žogice oziroma to definiram prek višine, ki je to označena na y-osi. Če pogledam, imam v prvem oknu višino 150 in na koncu želim, da je žogica na isti višini. Torej, da je spet na višini 150. Kaj naredim? Na sredini tega časovnega intervala, torej ob času 12 enot, premaknem žogico na višino 0. Torej, s tem lahko prilagajam višino in poskusim zdaj predvajati to dobljeno animacijo. Animacija je nekaj podobnega, kar smo prej videli v tistem primeru risanja na roko. Tudi če bi projecirali iz x-osi te čase in pogledali višine projecirali na to y-os, lahko opazimo, da dobimo podobno kot v ročnem primeru enakomerno razporejene višine žogice, torej enakomerne odmike. Kaj smo tukaj uporabili? Uporabili smo premico, ki nam je povezala, recimo, da bomo temu rekli najvišjo točko, recimo, da jo označimo z A, in najnižjo točko, da jo označimo z B. Kako to povežemo? Povežemo jo z enačbo 1 minus t krat A plus t krat b. Če privzamem, da je ta parameter nekaj, kar recimo se lahko predstavljam kot čas in ta čas beležim od 0 do 1, kaj opazim? V času 0 postavim t je enako 0 v enačbo, dobim najvišjo točko, ob času 1 sem v tej najnižji točki. In torej, kar mi definira ta enačba, je v bistvu definicija daljice med tema dvema točkama. Temu, kar smo ravno zapisali, rečemo linearna interpolacija in jo bomo potem tudi rabili v nadaljevanju. Se enkrat postavimo to žogico. Torej, to smo že zapisali, kaj je linearna interpolacija. Vidimo, da so kot rezultati linearne interpolacije enakomerni odmiki med pozicijami žogice. Kako bi vseeno, če vztrajamo pri tem, da imam linearno interpolacijo, kako bi vseeno dosegli neko lepše gibanje? Pa gremo nazaj. Na primer, če upoštevamo nekaj fizikalnih zakonov, vemo, da žogica med padanjem se giblje pospešeno. Tako da, recimo, da dodam še nekaj vmesnih pozicij. Pri padcu navzdol dodam še 2 vmesni poziciji in podobno, ko se žogica vrača nazaj v začetno pozicijo.
S to spremembo spet poskusimo predvajati. Malo boljše gibanje je že. Če bi želela še dopolniti, izpopolniti gibanje, bi lahko ob vsaki časovni enoti dodala višino žogice, da bi bilo to še lepše razporejeno. Ključno pri tem je, da še vedno imam premice in te odseke med seboj zlepim. Temu, kar smo ravno naredili, rečemo odsekoma linearna funkcija. Še vedno si želimo, poleg tega, da to zahteva veliko dela, tudi rezultati niso najboljši, zato uporabimo drugo orodje, to so Bézierjeve krivulje. Preden povemo, kaj sploh so Bézierjeve krivulje, nekaj podatkov iz zgodovine. Z razvojem računalnikov, z razvojem tehnologije v poznih 50-ih letih se je seveda pojavila tudi potreba po tem, da so čim bolj natančno prenesli ideje, ki so jih imeli oblikovalci na papirju, da so to znali prenesti tudi na računalnik. In začetni koraki so bili narejeni v avtomobilski industriji. Takrat sta dva inženirja neodvisno razvila te krivulje, to sta bila de Casteljon, ki je takrat bil zaposlen pri Citroenu, in pa Bézier, ki je bil zaposlen pri Renaultu. Raziskave de Casteljoja so bile tretirane kot poslovna skrivnost, tako da imajo vse te krivulje, pa potem tudi posplošitev na ploskve ime po Bézierju. Zdaj, zakaj so te krivulje tako uporabne? Kot bomo videli, prinašajo nam nek enostaven opis krivulje, torej z malo podatki znamo opisati krivuljo zelo natančno. Enostavno znamo spreminjati obliko, uporabne so za računalniško implementacijo, predvsem zato, ker so veliko bolj stabilne kot običajne te monomske predstavitve krivulj. Če želim opisati neke bolj kompleksne oblike, lahko uporabim Bézierjeve krivulje ali krivulje višjih stopenj. To spet ni najbolj numerično stabilno, tako da tudi mi bomo tukaj uporabili več segmentov Bézierjevih krivulj, ki jih bomo zlepili skupaj. In temu bomo potem tudi rekli sestavljanje Bézierjeve krivulje oziroma zlepki teh Bézierjevih krivulj. Preden zapišemo, kaj so te krivulje, se sploh pogledamo, kaj so parametrične krivulje, ki so zelo pomembne v računalniško podprtem geometrijskem oblikovanju. Kratica, zato je angleška kratica Computer Aided Geometric Design, in se tudi večkrat sreča. Najprej, če se spomnimo, vsem je znan primer, ko imamo točko na grafu. Točko na grafu lahko opišem s koordinatama x in y koordinata, ki jo označim kot vrednost funkcije pri tej vrednosti x. X pa je nekje v definicijskem območju te dane funkcije. Zdaj, to lahko posplošim in rečem, kaj pa če sta tako x in y koordinata odvisni od nekega parametra t. Torej, definiram koordinati x od t in y od t, pri čemer rečem, da je t zdaj tisti parameter. In t v splošnem lahko teče po realnih številih. Na ta način smo definirali ravninsko parametrično krivuljo. Ta pristop lahko posplošim, tako da rečem tudi zadnja koordinata z ne bo odvisna od danega parametra t. Na ta način dobim prostorsko parametrično krivuljo, tamo bolj natančno rečemo parametrizacijo dane krivulje. V praksi si želimo, da so te elementi polinomske krivulje, zaradi same implementacije, včasih tudi recimo dopuščamo racionalne funkcije. Primer, tu imamo zgled prostorske parametrične krivulje, ki je stopnje 3, za stopnjo vzame stopnjo najvišje funkcije, ki jo imam, ki tu nastopajo. V tem primeru je x koordinata enaka t na 3 minus t,
y-koordinata je enaka t kvadrat minus 1 in z-koordinata je enaka t na 3. Pripadajoč graf v 1 na 3 pa je tam nekaj narisan. Pa vprašanje je, ali znam to krivuljo predstaviti v kakšni drugačni obliki. In kot bomo videli, te polinomske parametrične krivulje lahko zapišemo v bolj priročni obliki, ki bomo rekli Bézierjeva oblika parametrične krivulje. Kako pridemo do te oblike? En od možnih pristopov, pogledali se bomo dva načina. Prvi način je geometrijski, drugi je pa, da definiramo bazo nekoliko drugače, kot smo običajno navajeni. Če se pogledamo ta algoritem se imenuje Decastlejojev algoritem. Prej smo videli, da sta se s temi krivuljami ukvarjala nekako dva raziskovalca, poimenovani so po Bézierju, tudi ta algoritem so razvili v Bézierjevi skupini vzporedno, ampak so ga potem na koncu vse to poimenovali po Decastlejoju. Ta algoritem je eden najosnovnejših na področju oblikovanja krivulj, pa tudi se potem posploši za oblikovanje ploskov. Pa si poglejmo en zgled s parabolo. Denimo, da na začetku imamo podane 3 točke, VR na kvadrat ali pa VR na 3. Označimo jih z B0, B1 in B2. Ideja je, da uporabim linearno interpolacijo, ki smo jo srečali malo prej. Kaj naredim? Uporabim premico skozi točki B0 in B1, podobno kot prej. Torej, štartam s točkami B0, B1 in B2. Med točkama B0 in B1 izvedem to linearno interpolacijo 1 minus t krat B0 plus t krat B1. Recimo, da to, kar dobim, označim z B. Spodnji indeks bo kot na začetku, če začnem indeksirati z 0. Zgornji indeks mi bo pa označeval korak, recimo, da smo na koraku 1. In seveda je ta odvisen od parametra t. Če izberem, da je t enako 1 polovica, kaj dobim? Dobim ravno razpolovišče in recimo, da bom za parameter t 1 polovica te vrednosti kako grafično predstavlja še tu zgodaj. Podobno ponovim med točkama B1 in B2, kar dobim, označen spodnji indeks povečan, zgornji pa ostane še vedno 1, ker sem na koraku 1. Torej je enako 1 minus t krat B1 plus t krat B2. Ponovno, če ostavim t je 1 polovica, dobim razpolovišče B1, 1. In to idejo ponavljam naprej na teh dveh točkah, ki sem jo tu dobila. Spet vzamem linearno interpolacijo teh dveh točk in zapišem B, spodnji indeks začnem spet z 0, zgornji indeks pa označim, ker sem na drugem koraku označim z 2. Je enako 1 minus t krat levo krajišče B0 z indeksom 1 od t plus t krat B1, 1 od t. Če vstavim 1 polovica, spet dobim razpolovišče, ki je tu. Označen z B0 na drugem koraku. Kaj smo zdaj dobili? Poskusimo zdaj vstaviti v to zadnjo enačbo te vrednosti, ki smo jih imeli na prejšnjem koraku. Če vstavimo namesto B0 zgornji indeks 1, to enačbo je namesto
B1, 1. Spodnjo enačbo opazimo, da dobimo 1 minus t na kvadrat krat b0 plus 2 krat t krat 1 minus t krat b1 plus t kvadrat krat b2. Torej, zdaj izrazim to dobljeno vrednost z začetnimi točkami, ki smo jih imeli tukaj na levi strani. In kaj smo v bistvu dobili? B0, B1, B2 so točke, lahko gledamo kot na točke VR na kvadrat, lahko gledamo kot na točke VR na 3. Kaj je to, kar dobim? Parabola, v bistvu polinomska parametrična krivulja stopnje 2 oziroma parabole. In kaj opazim? V primeru 1/polovica dobim točko na paraboli, lahko si predstavljam, da je to točka na paraboli pri času t je 1/polovica. Ko je t enak 0, če vstavim v enačbo, dobim levo krajišče B0. Ko je čas enak 1, če spet vstavim v enačbo, dobim zadnjo točko, torej točko B2. Kar pomeni, s to enačbo opišem parabolo, ki gre skozi prvo točko, zadnjo točko in zadane tisto točko, ki smo jo dobili po tem postopku na koncu. Torej točko B0. Se pogledamo še demonstracijo z Wikipedije. Tako to zgleda. Tako bi pri različnih časih, čas teče ponovno med 0 in 1, v času 0 sem v prvi točki, v času 1 sem v zadnji točki in če gledaš vmesne čase, je ravno to potovanje točke po paraboli. Ta pristop z 3 točk lahko posplošim na večje število točk. Če imam 4 začetne točke, dobim krivuljo stopnje 3 in tako lahko še posplošujem. Torej, to je ideja Dekastržojevega algoritma. Ponavljam linearno interpolacijo na začetnih točkah. To je grafični primer. Za primer, ko imam na začetku dane 4 točke in dobim parametrično krivuljo stopnje 3. Običajno te koeficiente, podobno kot smo mi tukaj, zapisujemo elemente iz tega algoritma v trikotno skemo, pri čemer so na začetku prvi stolpec so te točke, s katerimi smo začeli. Te točke, s katerimi smo začeli, imajo tudi posebno ime, imenujemo jih kontrolne točke. V našem primeru parabole so bile tu točke B0, B1, B2. V primeru kubične krivulje imamo te 4 kontrolne točke. Če kontrolne točke povežem med sabo, dobim kontrolni poligon, ki je tu tudi označen. Pa lahko naredimo še en primer. Prav za ta primer, da malo še bolj začutimo te Bezejeve krivulje, če imam podane začetne točke, recimo, da začnem s točkami B0, prva kontrolna točka je 0, 0, druga kontrolna točka B1 ne bo točka 0, 2, tretja kontrolna točka ne bo točka 8, 2 in zadnja, četrta, ne bo točka 4, 0. Pa poskusimo zdaj zapisati Dekastržojev algoritem tako, da bomo preračunali točko na pripadajoči Bezejevi krivulji pri parametru t je enako 1/4.
Torej, z uporabo tega predstavljenega algoritma želim poračunati točko na krivulji pri tem parametru. Kako to naredimo? Postopamo tako kot prej. Vmesne rezultate bomo zapisovali v to trikotno schemo in najprej začnem tako, da uporabim linearno interpolacijo na točkah B0 in B1. Koliko mora pomnožiti zgornjo točko? Ena minus t, torej tako je. 3/4 krat točka nič nič plus 1/4 oziroma t krat spodnja točka. Torej 1/4 krat točka nič 2. Če se štejem, dobim točko nič, 1/polovica. Podobno ponavljam, B spodnji indeks povečam za 1, zgornji indeks pustim 1, ker recimo da smo na prvem koraku spet uporabim 3/4 krat zgornja točka plus 1/4 krat spodnja točka. Dobim točko 2, 2. Na naslednjem koraku spet spodnji indeks povečam za 1, zgornjega ohranim, 3/4 krat B2 plus 1/4 krat B3. Kar dobim, je točka 7 in 3/polovice. In podobno kot prej, nadaljujem s to linearno interpolacijo. Na teh dveh točkah B spodnji indeks začnem v novem stolpcu z nič, zgornji indeks povečam. Torej na drugem koraku je enako. Ponovim 3/4 krat zgornja plus 1/4 krat točka 2, 2. In dobim 1/polovica in 7/8. In drugi element v tem tretjem stolpcu, spodnji indeks povečam z 1, zgornjega pustim. Dobim tako, da seštejem 3/4 krat točka 2, 2 plus 1/4 krat ta spodnja točka in dobim točko 13/4 in 15/8. Tukaj zmanjkalo table. Na zadnjem koraku zapišem še linearno kombinacijo teh dveh točk. 3/4 krat zgornja plus 1/4 krat spodnja točka in dobim točko 19/16 in 9/8. In tu je tudi točka, ki leži na krivulji. Če še grafično predstavimo ta potek, začnem s točkami nič, nič, nič 2, B0, B1, B2 je 8, 2 in B3 je točka 4, nič. Torej, to so 4 kontrolne točke. Kot smo prej omenili, jih povežem lahko s kontrolnim poligonom. In če izvajam Stežojev algoritem pri parametru 1/4, pogledamo, kako to grafično izgleda. Vsako premico, vsako daljico razdelim v razmerju 1/4, 3/4. Ko prvič naredim to razdelitev, interpolacijo, dobim to točko B0,1. Na drugem koraku dobim to točko B1,1. In še točko B, spodnji indeks 2, zgornji indeks 1. Če jih povežem, te točke v drugem stolpcu in ponovim delitev, dobim še ti dve točki, B0,2 in B1,2. In potem podobno še na zadnjem koraku
Z linearno interpolacijo dobim točko B nič 3. Kot smo prej povedali, ta zadnja točka je točka, ki leži na grafu, začnem v točki B nič, grem skozi točko, ki smo si jo poračunali in zaključim v zadnji točki, v točki B3. Kaj opazimo? S tem algoritmom v bistvu dobimo krivulje, ki jih lahko zapišem kot linearno kombinacijo nekih posebnih polinomov. Gre za linearno kombinacijo teh kontrolnih točk in pa nekih polinomov. Kateri so ti polinomi? To so Bernsteinovi polinomi. Peljal jih je ruski matematik Sergej Bernstein. Kako pa izgledajo? Bernsteinov bazni polinom stopnje n je definiran s pomočjo tega binomskega koeficienta. Bernsteinove bazne polinome stopnje 2 smo imeli pri tukaj zapisane, pa smo ugotovili, da se ta zadnja da se b nič 2 izraža kot 1 minus t na kvadrat krat b nič plus 2 krat t krat 1 minus t krat b1 plus t kvadrat krat b2. Če opazimo, to točke b nič, b1 in b2 so bile kontrolne točke, ti polinomi 1 minus t kvadrat, 2 krat t krat 1 minus t in t kvadrat so pa ravno ti Bernsteinovi bazni polinomi stopnje 2. Podobno zdaj lahko tudi za ta primer, ko smo ga ravno izpeljali, kjer imamo 4 kontrolne točke, zapišem z razvojem, torej uporabim linearno kombinacijo teh 4 kontrolnih točk in baznih polinomov stopnje 1 več, torej stopnje 3. Dajmo pogledati, kako bi to zapisali za ta primer. Torej, krivulja, recimo, da jo označim z B. Zgornji indeks mi je bil označeval stopnjo, torej, temu bom rekla, Bezirjeva krivulja stopnje 3 je definirana kot začnem s prvo kontrolno točko nič, nič in jo pomnožim s prvim baznim polinomom. B, spodnji indeks je nič, zgornji indeks mi označuje stopnjo. Uporabljam enako oznako kot tukaj. Plus, pa ta bazni polinom je seveda desen od spremenilke T. Plus, vzamem drugo kontrolno točko, točka nič, 2 in jo pomnožim z drugim baznim polinomom, ravno tako je stopnje 3 in to nadaljujem. Vzamem tretjo kontrolno točko, točka 8, 2 in jo pomnožim z baznim polinomom z indeksi 2, 3 plus vzamem zadnjo kontrolno točko, to je točka 4, nič in jo pomnožim z baznim polinomom tretjim baznim oziroma četrtim, zadnjim baznim polinomom stopnje 3. Če si razpišemo, kaj so, tako da zdaj smo samo zapisali te oznake za bazne polinome, pa dajmo se razpisati, kaj so ti bazni polinomi. Torej, imam Bezirjevo krivuljo stopnje 3, kjer se prva kontrolna točka pomnoži s prvim baznim polinomom. Kaj je prvi bazni polinom? Torej, indeks sta nič in 3. Kaj bo prvi bazni polinom? Če uporabim to definicijo Bernsteinovih baznih polinomov. 1 minus t na 3. 1 minus t na 3 plus druga kontrolna točka, točka nič 2, se pomnoži s drugim baznim polinomom stopnje 3, kaj dobim? Tu je
3 krat t krat 1 minus t na kvadrat plus naslednja kontrolna točka, točka 8, 2, se pomnoži z 3t kvadrat krat 1 minus t in zadnja kontrolna točka, točka 4 nič, ki se pomnoži z 3t na 3. In to je ta linearna kombinacija kontrolnih točk, baza, ki jo bom pa zdaj naprej uporabljala pri Bernsteinovih, pri Bézierjevih krivuljah, je pa baza Bernsteinovih baznih polinomov. Če pogledam še grafe teh Bernsteinovih baznih polinomov, linearni bazni polinomi, prej smo imeli te kvadratne bazne polinome stopnje 2. Če se spomnimo, smo imeli 1 minus t kvadrat, t krat 1 minus t in t kvadrat. In zdaj v zadnjem primeru smo uporabljali bazne polinome stopnje 3. To so ti 4 in so tudi tukaj potem prikazani. Definiramo pa jih na intervalu med nič in 1. Torej, ko parameter t zavzame vrednosti med nič in 1. To smo tudi zdaj že nekako povedali. Bézierjevo krivuljo nekako definiram preko tistega dekastržnojega algoritma grafično, oziroma lahko jo zapišem kot linearno kombinacijo kontrolnih točk in teh baznih polinomov. Tudi če bi ta primer, v tem primeru to krivuljo razpisali, da bi jo imeli parametrični obliki, če poenostavimo, dobimo minus 20 t na 3 plus 24 t kvadrat, y koordinata bi bila pa minus 6 t kvadrat plus 6 krat t. Torej, gre za predstavitev parametrične krivulje stopnje 3 v drugačni bazi. Nimamo več te monomske baze, ampak izberemo neko drugo bazo. Zakaj je zdaj to tako boljše? Nekaj prednosti smo že prej našteli, predvsem pri praktičnih aplikacijah je pa ta, če uporabljamo Bézierjevo obliko, je to tudi bolj stabilno. Poglejmo si še nekaj prednosti uporabe Bézierjevih krivulj. Vemo, da sta prva in zadnja točka tudi tisti, skozi katere je potekala naša krivulja. Temu rečemo, da sta prva in zadnja točka interpolacijski. Krivulja, ki jo dobimo, leži v konveksni ovojnici svojih kontrolnih točk. In pa pomembno pri oblikovanju je to, da vse transformacije, ki jih izvajamo, želimo izvesti na krivulju, v bistvu izvajamo na teh kontrolnih točkah. Tu sta dva primera. Recimo, da želim dano krivuljo zarotirati za 90 stopinj v pozitivni smeri. Kaj naredim? Rotiram teh 5 kontrolnih točk in nato izrišem krivuljo. Podobno pri skaliranju krivulj, v bistvu najprej skaliram točke, ki mi določajo kontrolni poligon, in potem izrišem krivuljo. Seveda obstajajo tudi posplošitve Bézierjevih krivulj. Poznamo racionalne Bézierjeve krivulje, kjer dodamo dodatne parametre, ki nam omogočajo še boljšo kontrolo nad obliko. Krivulje bezlepkov, pri katerih nadgradimo krivulje tako, da uporabimo drugo bazo. Te nam omogočajo še boljši nadzor, bolj enostavne pogoje za odvedljivost, hkrati je pa minus to, da je implementacija bolj zahtevna, pa tudi računska zahtevnost je večja. Potem posplošitev so tudi neekvidistantne racionalne bezlepki. Ti temelijo na ideji racionalnih krivulj, vendar je tu baza bezlepkov.
ta kratica je kot izhaja iz angleščine za Non-Uniform Rational Display Curves. Posplošitev pa so tudi vezeve, ki ploskajo. To posplošitev so nekako razvila že vezije in razvežov. Gre pa za to, da vzamemo dve bezejevi krivulji in recimo, da prvo bezejevo krivuljo peljemo po drugi bezejevi krivulji. Na ta način definiram tenzorski produkt dveh ploskav. To je bilo posebej potem uporabno v avtomobilski industriji. To je primer, kako uporabimo lahko polinomske in racionalne vezejeve krivulje, zato da modeliram kupolo in pa recimo model letala. In pa še en primer iz animacije, Here is Game, lahko pogledate si na YouTubeu. Kratek animiran film, ki je leta 1998 prejel tudi nagrado. Na levi strani lahko opazimo kontrolno mrežo, ki definira to Garyjevo glavo. Če povzamem, te bezejeve krivulje se danes uporabljajo kot osnova, osnovna implementacija za krivulje in za ploske na računalnikih. Kaj so prednosti? Smo našteli, uporablja se v geometrijskem, v industrijskem oblikovanju, tudi za znanstvene raziskovanje, modeliranje in v industriji zabave, za kreiranje filmov in pa 3D igric in animacij. In naš naslednji korak je, da poskusimo se z animacijo v programu Blender. Preden ga začnemo uporabljati, samo nekaj besed, kaj sploh je ta program. Je odprto programsko orodje, omogočeno grafično 3D modeliranje, animiranje, postprodukcijo in še mnogo več. Vključuje tudi vgrajen programski jezik Python, tu nam omogoča še neke dodatne razširitve za ta program. Idejni vodja in glavni programer je Tom Rosendahl, ki je februarja lani prejel, lahko bi rekli, Oskarja za animacije. To nagrado vsako leto podeljuje SIFA Hollywood. Pa si poglejmo, prvi primer lahko sami si najdete primer tigra iz prejšnjega leta. Drugi primer uporabe Blenderja je pa ta kratki animirani film Spring, ki je šel lani. Zdaj tukaj bi pokazala samo konec, za občutek, kaj vse zmede. Ta kratki animirani film je bil narejen samo z uporabo Blenderja.
vabim, da odprete program Blender na računalnikih. Spoznali se bomo res samo z osnovami animacije. Tudi sicer po nekaj veljalo pravilo 80-20 pri uporabi tega programa. In sicer se uporablja 20, tudi tisti, ki se bolj strokovno ukvarjajo s tem programom, uporabljajo približno 20% funkcionalnosti, ki jih prenaša ta program. Torej, vse se začne s kocko, to je prevzet pogled, ko odpremo Blender. Ste uspeli? Če pogledamo to grafično okno, je razdeljeno na več delov. Zgornja vrstica je informacijski urejevalnik, ker dobimo te osnovne informacije, osnovne ukaze. Potem glavno področje je ta 3D pogled. Spodaj na dnu imate časovnico, ki je uporabna pri animacijah. Na desni strani pa lahko razdelimo nekako na dva dela. Zgornji del je prikaz vsebine, torej kaj vse se nahaja na trenutni sceni. Spodnji del pa se nanaša na urejanje izbranih elementov, ki jih bomo potem imeli v sceni. Možnih je več prilagoditev tega vmesnika, je res veliko možnosti. Mi bomo tukaj izbrali privzet pogled za namen animacij. Kar bomo želimo namen današnje uporabe tega Blenderja je, da ustvarimo eno preprosto animacijo te kocke. Torej, odprete spustni seznam in pogled iz privzetega spremenite v pogled za animacije. Torej, spustni seznam in odprete pogled za animacije. Zgoraj je spustni seznam, kjer imate zraven, kjer piše default. Zdaj imamo drugačno. Tako da je še novejša verzija. Zgoraj imate animation, samo animation kliknete. Zdaj, okno se vam spet odpre na več delov. Zdaj, ključno je, odvisno zgleda od različice, ključno je, da imate na sredini spet ta glavni 3D pogled. Nekje se nahaja pogled skozi kamero. Camera perspective. Potem imate tudi časovnico, ki jo bomo uporabljali. Časovnica je na dnu.
Zdaj, če se najprej osredotočimo na ta 3D pogled, zmeraj default nastavitev je, da se vam v središče postavi kocka. Dodatno imate kamero označeno in pa vir svetlobe. Vse to se da spreminjati. Tudi vir svetlobe, če pogledamo ti elementi, jih imate tudi nekje zapisane, torej kamera, kocka in pa svetloba. Kako spreminjam, kako obračam, brez miške skoraj ne gre, tako imate vsi miško. Torej, kako spreminjam pogled na to kocko, lahko uporabim to majhno tipkovnico, majhno številčnico na tipkovnici. Če kliknete recimo številko 7, se vam spremeni pogled, dobite pogled z vrha, podobno 1, stranski pogled, 3, torej na ta način lahko spreminjam pogled. Ja? Kako lahko uporabljam še druge perspektive, recimo 8 se premikam navzgor, 2 se premikam navzdol, pozlobno 4 in pa 6. To premikanje lahko izvajate tudi tako, da kliknete kolešček in ga držite in premikate miško navzgor in navzdol. To so recimo osnovni koraki, kako se bomo premikali in opazovali objekte. To dobite? Objekt, ki ga imam, označujem tako, da uporabim desni miški klik. Kaj lahko delam s tem objektom, se bomo pa zdaj pogledali. Objekt lahko primem in ga prestavim. Premik izvajam tako, da najprej ga označim, potem pritisnem G, pri G in dokler ne uporabim levega miškinega klika, ga lahko prestavljam ta objekt. Torej, označim z desnim klikom, z desnim gumbom na miški, pritisnem G in ga prestavljam. Končna pozicija bo tam, kjer uporabim levi miškin klik. To uspete. Potem lahko objekt skaliram, tako da pritisnemo S na označen objekt in ga pomikam proti centru oziroma navzven. S tem objekt skaliram. In še ena izmed teh osnovnih prijemov je rotacija. Ponovno na označen objekt kliknem R in dan objekt lahko zarotiram. To uspete narediti. Z levim miškinim klikom ustavim, ko smo recimo zadovoljni s položajem. Kako izbrišem objekt? Spet označite ga, pritisnete X, vedno pred brisanjem vpraša za potrditev in izbrišemo. Zdaj pa kako pa vstavljamo objekte? Pri tem je kar pomembno, kje postavimo ta 3D kurzor. 3D kurzor lahko opazite, je sestavljen iz črnega krisca in rdeče belega krogca. Najprej si izberem, kam želim postaviti objekt, potem pa uporabim kombinacijo tip Shift in A. Shift A. Kurzor premaknemo? Kurzor premaknete tja, kjer želite, da se vam potem postavi ta objekt. Tako da samo z levim klikom miške. Ko kliknete levi klik, se vam potem tudi prestavi ta kurzor. Kurzor lahko, vprašanje, kurzor lahko določite, tako da z miško približno recimo postavljamo
če želimo bolj natančno prestaviti kurzor, lahko pritisnete N in se vam odpre dodaten menu. Ob strani se vam je odprl. In tam v tem menuju je tudi 3D kurzor. Področje. Tam lahko nastavim X koordinato na nič, Y koordinato na nič in Z koordinato ravno tako postavim na nič. V tem primeru sem je postavil ta 3D kurzor točno v izhodišče. Če se vrnem zdaj nazaj, pritisnem Shift A in se mi odpre ta dodaten menu. Postavljam lahko različne objekte, krivulje, mreže, res veliko stvari. Mi bomo tukaj vstavili nazaj kocko, da vstavite kocko. Ker želimo zanimirati kocko, kaj bomo naredili? Ste uspeli, imate zdaj vsi kocko v tem privzetem pogledu? Jaz sem dal opice. Lahko tudi opice, tiste, ker se precej To je že se povečati krašnice. S kot za scale, R kot za rotate in G kot za grab. Torej G, R, S so te 3 ključne tipke. Zdaj, če premaknem pogled, pritisnemo na tej manjši številčnici enko, da dobim ta stranski pogled. In želim premakniti to kocko, tako da bo ležala na ravnini. Ker jo bomo potem animirali, želim, da kocka potuje po ravnini. Kako jo premaknem? Premaknemo jo lahko preprosto, da primete to os, ki označuje, torej modro os, ki označuje Y os, Z os, in jo premaknemo višje. Torej, da leži nad ravnino. Še enkrat enka za pogled od strani, potem z levim miškinim klikom primete in držite modro puščico in premikate lahko zdaj kocko navzgor in navzdol. Levi miškin klik na Y os in jo premikate navzgor in navzdol. To uspete. Premaknem jo pa tako, da leži na ravnini. Ste to uspeli? Potem spet srednji miškin gumb in obračam sceno v druge smeri. Dajmo poskusiti zdaj ustaviti še ravnino, da bomo premikali, torej želim imeti sceno, na kateri bo kocka in pa ploskev. Kurzor, ponovno ta 3D kurzor bom prestavila v točko nič, 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 pritisnemo N, odpre se nam ta dodaten menu, v katerem najdem rubriko 3D kurzor, X koordinato postavim na nič, Enter, Y koordinato postavim na nič in Z koordinato ponovno postavim na nič. Zdaj se mi je kurzor premaknil v izhodišče in lahko pritisnem Shift A, podobno kot smo prej dodali kocko, zdaj dodam ravnino. Torej, dodamo plane. Zdaj izgleda, kot da ne bi nič dodali. Kaj naredimo? Pritisnemo S in povlečemo to ravnino navzven.
Ste uspeli to dodati? Imam zdaj dva objekta, imam kocko in imam ravnino. Tukaj mogoče? Ja, mogoče ima tu. Ja. Shift A. Shift A. In dodati ravnino. Zdaj imam. Zdaj pritisnete, ker je majhna. Zdaj oznate, ker imate zdaj oboje označeno, oboje hkrati raztezate in krčite. Da najprej desni klik na ravnino S, bom S in zdaj raztegnete. Zdaj levi klik, da se ustavi. Zdaj pa ponovno, če izberete kocko z desnim klikom, pa vzamemo pogled 7. Ja, pa vse tako ročno premaknete, da bo kocka na ravnini. Zato, če niste prej, zdaj tukaj, ker bomo animirali gibanje kocke po ravnini, premaknemo kocko na ravnini, da še nekako boljše zgleda. Zdaj spet s klikom N dobimo ta dodaten menu, v katerem obkljukam matke. To je lahko date ali pa tudi ne. Boste lahko vseeno izvajali animacijo. Samo za lepši pogled pritisnete N, se sprehodite po tem dodatnem meniju in obkljukate matke. In pa še eno opcijo bomo vključili, to je Ambient Occlusion. Torej, matke pa Ambient Occlusion nekako omogočata malo lepši pogled. Ključno je to, da zdaj imate dva objekta, ali pa vsej kocko, imamo ravnino. Zdaj se pa pogledamo, kako bomo izvajali animacijo. Zmeraj najprej označimo objekt. Z desnim miškinim klikom označimo objekt. Tako da se vam tudi robovi obarvajo rumeno-oranžno. Dodajanje, kako izgleda ustvarjanje animacije v Blenderju. Najprej, kot smo govorili, določimo ključne pozicije. Zdaj recimo bomo mi določili 3 ključne pozicije, potem bomo pa te ključne pozicije interpolirali z bezjernimi krivuljami. Kako to naredimo? Pozicije se dodaja zelo neenostavno, tako da preprosto označimo objekt in kliknemo I za insert. In se vam spet odpre dodaten menu. Prek njega lahko vstavljamo informacijo o lokaciji, torej o trenutni poziciji objekta, o rotaciji ali pa o skaliranju. Lahko pa so tudi kombinacija lokacija, rotacija, skaliranje in še tako naprej. Tako da recimo, da dodamo informacijo o trenutni poziciji in o rotaciji. Tako da pritisnemo ta loc rot. In kaj opazite? Nekje se vam je izrisal ta keyframe, ta ključni položaj. Imate? Se vam je ustvaril? Zdaj, kaj bomo spremenili? Nekje spodaj imate zapisano, na katerem oknu se vam animacija začne in je številka 1, za konec je označena številka 250. Da ne bo predolga animacija, spremenite tisto številko na 100. Da recimo bomo imeli samo 100 insertov. Zraven imate še okno, ki vam pove, kje se zdaj v naslednjem trenutku nahajamo in tisto spremenite na 50. Lahko tudi, da se na časovnici premaknete na odsek 50, lahko pa je spodaj, nekje imate zapisati 50. Torej se iz okna 1 premaknite v okno 50. Da ne bomo povozili že prejšnje pozicije. Ste uspeli to? Torej se premaknemo na insert 50.
Zdaj pa gremo nazaj na objekt, ga označim z desnim klikom in ga recimo zagrabim z grab, ga prestavim, z levim miškinim klikom spustim in recimo, da ga tudi malce še zarotiram. In kar dobim, naj bo nova ključna pozicija, ki jo želim dodati v to časovnico. Ko malo spremenite položaj in orientacijo poljubno, spet pritisnete na I za insert in kaj bomo spet interpolirali? Interpolirali bomo lokacijo in pa orientacijo. In na časovni grafikon se vam je dodala nova ključna pozicija. Ste to uspeli? Recimo, da dodamo še eno. Najprej se premaknemo v okno številka recimo 90. Tako da ne povozimo ali pa tudi ročno se premaknemo na frame 90. Ko izvedem ta premik na časovnici, prestavim objekt, najprej ga označim z desnim miškinim klikom, ga zagrabim z G, malo premaknem, pa recimo, da spremenim še rotacijo. G za premik, R za spremembo rotacije. Oboje zaključim z levim klikom na miški. Ko to naredim, ponovno I za insert, ki nam vstavi novo informacijo o lokaciji in rotaciji. Če premaknem pogled, res kliknem kolešček na miški in premaknem pogled okrog. Zdaj imam te 3 ključne pozicije, kako predvajam, kakšna je ključna zdaj animacija, ki smo jo dobili. Nekje imate gumb za play spodaj. Puščica, premaknemo in pokazujemo, kakšna animacija se zdaj odvija. Če pogledam, na kakšen način so se zdaj te vmesne vrednosti interpolirale. Interpolirale so se z Bézierjevimi krivuljami. Če se pomaknete v okno, kjer imate ta okno s F-curve in pritisnete N, lahko vidite, da lahko način interpolacije spreminjate. Privzeto zdaj je Bézier. Lahko uporabite konstantno interpolacijo, to smo rekli, da je samo prehajanje med ključnimi pozicijami. Lahko uporabite linearno interpolacijo in pa še mnoge druge. Tako da tukaj Kako prijemo do tega še enkrat? N bomo prezmeri dodaten meni. Tako v tem velikem oknu, s 3D pogledom kot v manjših. Zdaj, same Bézierjeve krivulje lahko tudi spreminjate. Desni klik v smeri predstavlja izbiro, desni klik na krivuljo in podobno lahko tudi tukaj uporabim tipke R, S, recimo R, ki mi omogoča, da te kontrolne točke malo rotiram in s tem tudi potem spreminjam sam izgled te animacije. Recimo, če želim, da zgleda, kot da je ta kocko nekdo vrcno, moram malo pospešiti, spremenim to prvo Bézierjevo krivuljo in tako naprej. Ste dobili animacijo? Da se potem tudi, mogoče samo še to za konec, Blender ima res ogromno možnosti. Lahko spreminjam tudi material,
pa dajmo za konec samo spremembo samega materijala, s katerega je ta kocka, dobimo na desni, kjer imate material, dodate add new in recimo, da belo barvo spremenimo v zeleno. Če želim, da je ta sprememba tudi prikazana, potem moram pogled spremeniti na način, da tukaj kroglico premaknem v material in to dodatno potem spreminjam še številne ostale možnosti. Če so še kakšne vprašanja, lahko zdaj še po koncu tudi pogledamo. Drugače pa tukaj še nekaj literature, ki je bila uporabljena in pa hvala za pozornost.